Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes ena zelo izjemna posameznica. Lepo pozdravljena, Staša. Lep pozdrav, Mark. Zdaj, preden gremo v tvoje izjemne možgane, poglede, izkušnje, veliko časa si preživela v tujini, bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil. Pa peva malo pogleda tvoje delovne izkušnje in pa koliko časa si dejansko res preživela v izjemni tujini. Zdaj, ti si članica uprave BICA, se pravi Business Intelligence Center Slovenija. Dolgo časa si bila tudi vodja področne prodaje pri Plastiki Skaza, si tudi programski direktor pri NetPro konferenci, ki je ena najmočnejših poslovnih konferenc v Sloveniji. Bila si zelo vpeta tudi v Blockchain Think Tank Slovenija. Potem si bila tudi vodja marketinga in pa prodaje pri podjetju Ineor.do. In pa imela si tudi svoje podjetje, Dream Weddings by Staša, kar je noro. Tako je, hvala lepa. Zdaj, še bolj zanimivo kot tvoja kariera, ki zelo lepo raste, so pa tudi tvoje izkušnje v tujini. In sicer magisterij si naredila na Šrilanki, tako da tega se bo dotaknila. Potem si študirala tudi kar nekaj časa, si preživela v Grčiji, potem si šla na Mauricij in pa, kakor sem rekel, potem tudi v Indijo in 4 leta nabirala izkušnje pri vodenju hotela. In kasneje tudi projektov na Šrilanki. Zdaj, mene je zelo fasciniralo, ker si rekla, da je ena tvojih super powers oziroma tvojih super zmožnosti, je tudi zmožnost nenehnega iskanja rešitev, visoka odpornost in drive. Se pravi, ta zagon, ki ga imaš. Tako da, moji poslušalci me že poznajo in vejo, da moje prvo vprašanje je ponavadi, če bi bila midva sošolca, kakšna si bila? Kakšna sem bila v srednji šoli? Veš kako, ja, ni naključje, ne. Že v srednji šoli sem bila rada med ljudmi, rada sem se družila, rada sem imela te naše sestanke po šoli dejansko na kavici in ob pijači, ne. In ta modul se je v bistvu prenesel v moje odraslo življenje, tako da ni naključje, da sem pristala v Business Intelligence Centru, da povezujem ljudi in da se rada združim z izjemnimi posamezniki. Daj mi povej, glede na to, da imaš ti kar nekaj različnih vlog in si na ogromno nekih projektih, ki zahteva ogromno časa, ogromno planiranja, organiziranja, a imaš ti kakšno posebno rutino oziroma kakšen je tvoj tipičen dan, kako se organiziraš, se ti tudi v nedeljo pripravljaš, se v ponedeljek mislim, daj nam malo povej, kako se tvoj dan začne? Če se dotaknem tega. Ja, moj tipičen dan, no, absolutno splaniran, ne, ker ad hoc odločitve oziroma ad hoc stvari meni predstavljajo v zadnjih letih, pustimo tistih med 20 pa 30 leti, ko sem bila še malo mlajša, mi predstavljajo stresno, tako da rada imam pripravljene zadeve, splanirane, tako da ne vem, nekako si pogledam, a veš, najprej urnik oziroma koledar, kam imam noter, pa se pripravljam kakšne pol urce, tekom samega dneva se pa pripravljam že pol za naslednji teden, kaj bomo imeli, no, tako da sem pristaš planiranja, seveda pa kakšna zadeva, kdaj uleti in potem jo pač handlaš, no, tako da ja. Top. Pa daj mi povej še, kako imaš pa, daj pa recimo pričenjaš tvoj dan, si ti tudi zgodnja ptica ali si... Ja, sem zgodnja ptica, ne, nisem pa tista 5 AM club, ja, to je kar konkretna ura, veš kako, med 6 pa 7, no, oziroma malček pred 6, včasih pa malček čez 7. Odvisno tudi od letnega časa. Zima je tista, ki se težje ostane, ne, se ve, ker je vzuni tema. Res je. Deva se malo dotakniti, daj našim poslušalcem predstav, kaj dejansko je BIC, se pravi Business Intelligence Center. Kaj počnete, kaj delate? Super. Business Intelligence Center je podjetniški klub oziroma združenje, ki omogoča našim članom in podjetnikom oziroma našim članom, da se družijo, da se mrežijo, da si izmenjajo izkušnje, primere dobrih praks in pa konec koncev, da tudi naredijo prodajne lide oziroma dobijo nove prodajne lide. No, tako. Imamo zanimive programe, ki jih seveda vsako leto drugače oblikujemo, pogledamo, katere tematike so zanimive, kaj naši podjetniki oziroma člani rabijo in potem to pripravimo. Številne okrogle mize, številni dogodki, zdaj je vse online, tako da imamo veliko webinarjev, pa teh Zoom konferenc mehnih. No, tako. Ful dobro. Pa tudi število članov kar lepo narašča, ne, sem gledal, imate že kar lepo številka. Tako raste. Smo v tem segmentu, ne, SME oziroma Small Medium Enterprises in tukaj je številka ogromna, tukaj je velik procent slovenskega gospodarstva,
Tako da s temi dejansko delamo. No. In te številke so res lepe in smo veseli, da lahko že 6. leto, oziroma nisem pri njih 6 let, ampak da že 6. leto to uspešno raste in gre v pravo smer. Ja. Ful dobro. Ja. Pejva na tujino, ker mene tujina blazno fascinira. Tudi jaz sem 4 leta preživel v tujini. Ti si pa dejansko preživela še mnogo več. In se pravi, pričela si v Grčiji, nadaljevala na Mauriciju, pristala za 1 leto v Indiji in potem 4 leta nabirala izkušnje na Šrilanki, kjer si tudi magistrirala. Tako da, kako to, da si se odločila za Grčijo, pol Indijo, pa da ne malo piš? Veš kako, v bistvu tako, follow your dreams and follow your heart. In ena prilika je odprla drugo, oziroma odprla nova vrata, tako da študirala sem turizem in tam se je dejansko začelo. In v turizmu smo se mi učili, da turist, ko pride v neko destinacijo, je večinoma veliko zadev pripravljenih in so te front stage pa backstage. In jaz sem iz te perspektive potem hotela zvedeti več o backstageu, pa kako res dejansko ljudje živijo, kakšna je kultura, kako je res živeti v neki tuji deželi in tam delovati. No. Tako da sem potem odšla na tale program Erasmus in se mi je potem, se pravi, ena priložnost odpre drugo in tako naprej. No. Tako da sem pristala v Grčiji in tam študirala, potem pa šla naprej preko različnih mednarodnih organizacij, kakor je Isaac in podobno. Kaj pa, če bi zdaj primerjala, ne vem, Grčijo, Mauricius, Indijo, potem tudi Šrilanko, kjer ti je ostala najbolj v spominu, pa kaj si opazila, so bile neke največje kulture, zdaj ali pri poslovanju ali pa nasploh pri kulturi? Pa veš kako, mogoče spet ni naključje, da sem si izbirala pretežno južne dežele, ne? Če se ne motim, ti si bil na severu, je tako? Ja. Tako. Jaz sem pa pretežno izbirala južne dežele, začela v Grčiji, kjer sem bila fascinirana nad tem, kako zelo počasi vse lahko gre. In kako se ne sekirati. Potem sem šla pa še dlje, še bolj na jug, na Mauriciji, in potem sem tam šele videla, kako se res ne sekirati. In potem naprej v Indiji in pa na Šrilanki. No. Tako da, če primerjam, kako je tam biti kot turist, v vseh teh deželah je super biti tam turist, delovati tam v teh deželah je pa že mnogo težje. Vendar nič za to, ne. Tudi Šrilanka in Indija in takšne dežele nam pokažejo, da moj najljubši quote, ne. Na koncu bo vse dobro, če še ni dobro, ni konec. In točno to te države, te destinacije živijo. Ne se sekirati, ni toliko hudo, kakor se zdi. Ne. Pa si bankrotiral, tvoje podjetje je šlo v nič, sej ni toliko narobe, oziroma ni tako hudo, še vedno si živ. In to je nekaj skupnega tem deželam, česar sem se jaz naučila. Neko sporočilo, ki so mi ga one dale, ki so ga pustila meni, da bi pa zdaj zbirala, katera država je bila ljubša, katera destinacija ali pa katera delovna izkušnja je bila ljubša, pa težko rečem. Vsaka je bila po svoje zelo zanimiva in dragocena, tako bom rekla. Top, noro. Ja. Se pravi, pa si zdaj ugotovila, da moraš vse imeti z neko rezervo, da ni treba se toliko sekirati. Ne? Ja, veš kako, potem priti domov, in pričeti delati v Sloveniji je bil kar kulturen šok. Ne? Je bil kar kulturen šok iz vseh strani, iz večjih, pa moja se od tega kasneje tudi dotaknila. No, tako je. Top. Peva še malo se dotakniti tvojih različnih klobukov, tvojih različnih vlog. In me zanima, kako si pa potem to tujino, se pravi ta mindset, da je zmer treba v bistvu, da zmer ni treba pogledati na neko priložnost, na nek izziv kot priložnost. Kako si to prenesla v posel? Se pravi, ti si zamenjala različne vloge. Kako se je tvoj stil vodenja recimo spremenil tekom tvoje kariere, ko si šla po stopničkah na vrh in si zdaj dejansko v zelo močni poziciji kot član uprave oziroma članica uprave? Upravnega odbora. Upravnega odbora, ja. Tako. Veš kako, ja, dejansko, kako je to vplivalo na moje vodenje? No? Jaz sem bila še dosti nezrela na področju vodenja, ko sem sprejela delovanje kot operativna vodja oziroma vodja hotela. In tam sem dejansko črpala vse z knjig. Tako da tam sem ugotovila, da je vodenje resnično drugačno, kakor v knjigah. Tako da, ko si mi ti povedal, zakaj se gre pri Beyond Leadershipu, pa zakaj bi sodelovali, mi bilo super všeč, ker ti dejansko res tam povezuješ akademski svet in pa poslovni svet. In to sta včasih dve različni stvari. No in na Šrilanki je bilo to dejansko srečanje, kako dve različni sferi to stane. Tako da tam sem se predvsem naučila, da
več sodelovati z ljudmi, a ne, postavljati cilje, ampak realnejše, pa ne tako konkretne na koncu leta, kopico manjših ciljev, s katerimi, katere spremljaš tekom leta oziroma tekom mesecev in pa več komunikacije. No, tako, ja. Kako bi pa rekla, da se je pa potem od vodenja hotela, pa potem, da si šla kot vodja prodaje, pa marketinga, pa potem stopničko naprej. Kako se je tvoj stil spremenil? Si, ne vem, zdaj bolj si rečeš, pa vzameš vse bolj z rezervo, a si bila na začetku, recimo, mogoče bolj avtokratska, pa si rekla, gremo. Točno tako. Točno to je bilo. Ne? Na začetku sem bila čisto avtokratska in ko sem vodila hotel na Šrilanki, je potem, vse veš, kako je. Ne? Ta stil vodenja je zelo, zdaj bom rekla, težek in za osebo, ki to lahko izvaja, ne? Sploh, če sem bila mlajša ženska v tuji kulturi, ne? In za tiste, ki so spodaj, ne? Oziroma za ekipo. Tako da takrat, ko sem videla negativne plati tega vodenja, sem se seveda zbudila, vendar je to trajalo 2 leti, ne, da vidiš, kaj delaš narobe. Če bi lahko kaj spremenila, ne, že takrat bi imela mentorja, ne, za vodenje, ne, ker nekaj so knjige, nekaj so pač izkušnje iz knjig, nekaj pa potem realnost. Ne. Kakšen tip vodje oziroma vodje skupine sem pa danes, je pa totalna demokracija, ker mora biti. Ne, ker ko ti prevzameš logo, jaz vse vem, ne, po moje bomo delali, se ti dejansko res daš klobuk na glavo, jaz vse vem. Ne? In ti dejansko teroriziraš osebe, ne upajo se ti dajati predlogov, ne upajo dajati svojih idej in takšno vodenje je, se veš, ne, kratkoročno. Tako. Ful dobro. Zdaj, omenila si mentorja. In jaz sem velik zagovornik, da je treba imeti, zdaj, jim rečemo mentorja, zelo dobri prijatelji, kakorkoli, osebe v življenju, ki znajo zelo vplivati na tvoj potek, po kateri poti greš, način razmišljanja. A si imela ti tudi mentorje in koliko se tebi zdi, ker ti si verjetno tudi zdaj v mentorskih vlogah, koliko se ti zdi to pomembno? No? Zelo pomembno. Sej, kakor sem rekla že prej, ne, žal mi je, da tega nisem vedela pri 27 oziroma 28. Ja, danes imam 2 odlični mentorci, coachini, no, ki mi zelo pomagata. In ena me navdušuje na tej akademski plati, ne, sistematizacijski plati, druga pa po podjetniški, poslovni plati, pa go for it, you can do it, veš, tako, ne. Tako da, absolutno, in zopet, če lahko rečemo, ne, v Sloveniji bi se morali še več povezovati in še bolje gojiti to kulturo, ne, povezovanja, deljenja dobrih praks in izkušenj. To se mi zdi taka izkušnja, ne. Se čisto strinjam. Dajva se še malo dotakniti. Zdaj sva se dotaknila, se pravi, tvojega stila vodenja, kako si se spreminjala. Kaj pa je potem tebi pomembno, ko sestavljaš neko ekipo? Kakšne lastnosti, na kaj si pozorna, kaj morajo osebe imeti, da so del tvoje ekipe? Če bi me pred 5 leti vprašal, to bi drugače odgovorila, kot danes, to je normalno, ne? Vsi se razvijamo. Ja. Absolutno. Veš kaj, danes se mi zdi, da je potrebno, da imamo vsi iste vrednote. A ne? Pa zdaj mogoče, če omenim moje, to je orientiranost na cilje, ne? Transparentnost in pa prevzemanje odgovornosti. A ne? Jaz ful težko delam z ljudmi, ki ne prevzemajo odgovornosti oziroma nikoli ne rečejo oprosti. I failed, ne? Ali pa oprosti, nisem tole prav naredila, ne? Gremo še enkrat od začetka. No? Tako da, ja, to je ena taka moja vrednota. Tako da želim, da ekipa, katero imam, ali pa ekipa, v kateri delam, da si to delimo, te vrednote. Koliko se ti pa zdi zdaj, prišla je pandemija, ogromen stvari, procesov se je digitaliziral, zelo hitro smo mogli stopiti korak naprej v neko prihodnost. Koliko se ti zdi, da je pa bilo pomemben, oziroma prvič, kako si se ti odzvala na pandemijo kot vodja, pa koliko se ti zdi, da je bilo pomembno, ne, da smo komunicirali s svojimi zaposlenimi, da smo jih pomerili, da smo neke nove plane začrtali, pa da smo se dejansko spopadli s tem in rekli, to je priložnost, ne pa izziv. Ja, zdaj, če gledam za 1 leto nazaj, bilo je več izzivov v mojem življenju, ne samo pandemija, ampak če probam nekako na kratko odgovoriti na to, no, vse se začne pri tej bazi, kakšen človek si, ne, pa vidiš priložnosti ali vidiš pač negativizem vse okrog sebe, pa pač riziko in tveganja in podobno. No, tako da, kar se mene osebno tiče, ja, pandemija je bil en tak konkreten
udarec v obraz za vse nas, a ne? Ampak kolikor se pogovarjam z ljudmi, je kar nekakšen udarec v obraz, ki je marsikomu prijal, ne. Veliko ljudi je preveč delalo, preveč projektov smo imeli na mizi, recimo temu tako, ne. Kako pa to zdaj shendlati, ko imaš okrog sebe ljudi, ne, ki te opazujejo, ne? Ja, s pozitivizmom, ne? In tukaj bi pa jaz še mogoče posebej izpostavila, ne, pri vodjah in pri ljudeh, ki so v spredju, fake it till you make it s pozitivizmom, ne? Tudi če dvomiš, a ne, da je gor ta nasmešek, da je gor ta obraz, vse bo v redu, ne? Vse pod kontrolo. V tem primeru se mi to zdi sprejemljivo. A ste pri vas tudi pretiravali s Zoomi, ki je pol ta Zoom fatigue se začel pojavljati v podjetjih? Ja pa ne, no, ja pa ne. Bi rekla ja pa ne. Odvisno od posameznika, no. Poznam ljudi, ki so bili konstantno na Zoomih in so pač svoje poslovne modele, ker so lahko, premaknili iz številnih predavanj, delavnic takoj na Zoom in vem, so imeli 3-4 Zoome na dan, ne, kjer so bili facilitator in so bili čist burnoutani, ne. Tako da, ne, mi se v redu držimo, ja. Super. Zdaj, ti si tudi ena izmed strokovnjakinj oziroma svetovalk, ki delaš z ogromnim številom podjetij, se pravi SME, malimi podjetji. Pa me zanima, dostikrat se pogovarjamo o pregorelosti, se pravi, da smo ljudje na ogromno projektih postavljeni, da imamo ogromno nekih obveznosti, pridejo izzivi, kakor je pandemija in je treba reševati probleme, ekipe, komunicirati, še povečati svojo angažiranost. Tako da, kako se znati ustaviti? Kako reči ne, pa reči, ok, zdaj sem pa jaz na prvem mestu? Veš kako, ali na lep način, da si to sam razčistiš, ne, ali pa na malo manj lep način, kot te telo prisili, ne. Ja. In v mojem primeru je bilo to žal takšna izkušnja, ne, ko je telo reklo, lej, ne zmoreš vsega, zdaj pa nehaj, ne. In sem se mogla ustaviti in reči ne, in se vzeti kar nekaj premora in resnično razdelati, ne, v glavi pri sebi, grem na kvantiteto ali na kvaliteto, ne. In številnim stvarem sem mogla reči ne, je bilo zelo težko, no. Je bilo zelo težko, sploh, ker poznam posameznike, med drugim si tudi ti, ki imajo ogromno projektov in vem, da v tem ful uživajo, ne. Zasvojena sem bila z adrenalinom, z različnimi projekti, z drežljaji, ki jih dobiš ob opravljenih projektih. Če gre pa kdaj kaj narobe, pa je pa ta drežljaj žal negativen, ne, in gre lahko napačno smerno. Tako da, ja. Kako pa se zdaj, in to imaš čisto prav, tudi jaz sem začel kar precej govoriti, ne, pa razmišljati o temu. In tudi, ker sva s Petrom Mercem se pogovarjala, on je rekel, da se je dejansko en dan usedel, pogledal vse svoje projekte, vse svoje, ko bi rekel, aranžmaje, kjer je opet in je potegnil črto in je rekel, zbral si jih bom samo par, ostalo odrežem. Kako pa pri tebi zdaj ta recept pa pot za naprej? Super, da si njega omenil in točno to, ne. On je eden izmed takšnih ljudi, ki si jaz, ko spredno sem ga spoznala, sem rekel, wow, kako zmore, jaz hočem biti kot on. In pol imaš mene kot on, ne, ko z burnoutom, oziroma se mi zgodi najhujše. No. Tako da, oprosti, kaj si me vprašal? Ne, kako. Tudi jaz sem hotel biti kot on, ja, Peter je res izjemen. Ne, no, ja. Kakšen imaš zdaj recept, recimo, kad te ljudje povabijo, pa rečejo, a bi bila del moje ekipe, bi bila pri tem projektu, kako greš naprej? Ja, točno to, ne, da rečem, super predlog bom premislila in potem res naredim to inventuro, a imam dovolj časa, kaj mi bo to prineslo in za koga to delam, a delam to zase, ker to rabim, a delam to zaradi drežljajev, zaradi nazivov in podobnega, ne, tudi zaradi PR-ja konc koncev, ne. Tako da, ja. Top. Deva se malo še dotakniti delanja napak oziroma inovacij. Ja. Koliko smo lahko danes inovativni, se pravi, če vzamem zdaj BIC, Business Intelligence Center, ki imate res izjemne vsebine, ogromno nekih webinarjev, zelo poučne stvari. Koliko si lahko danes inovativen pri temu, da ne samo, da poučuješ ljudi, ampak dejansko tudi v podjetjih? Koliko si lahko inovativen, ker imaš stik z ogromno število podjetnikov? Super vprašanje, ne. Točno tako, ne. Vse je že na voljo, združenje mnogo, a ne. Kako si lahko inovativen? Težko, ne. Danes je težko biti inovativen v primeru poslovnega združenja. Mogoče moj aspekt, kako si lahko inovativen, da ful dobro poznaš svojega člana, da ful dobro poznaš to stranko in veš, kaj hoče in potem to inovativnost prilagodiš njemu ali pa njim, ne, kot skupini. To se mi zdi en pravi način, ker danes biti inovativen, a ne.
se mi zdi kar težko, no. V sklopu združenja in poslovnih networkingov, ne, tako. Kaj bi pa rekla, da si opazila, ker imate res izjemno število članov, kaj je bilo pa v času pandemije, recimo, so bile najbolj popraševane teme, webinarji, kaj smo ljudje najbolj popraševali, kaj nas je najbolj zanimalo? Želeli. Veš kaj, najbolj je bila želja ljudi oziroma SME podjetnikov, ne, kaj drugi počnejo, ne? Kaj smo zdaj, kaj drugi počnejo, kako ste pa vi vaš poslovni modul prilagodili tej pandemiji in takšne stvari, no, in potem, to je bila recimo ena zadeva, pa tudi ta človeška nota, ne, ki nam je bila iz danes na jutri odvzeta in smo potem naredili par okroglih mis, ne, in smo se tako dobili in smo rekli, mene je strah, veš, in to, da pokažeš drugemu podjetniku, članu, ne, lej, tudi njega je strah, ne vemo, kaj bo, in to se mi zdi taka konkretna zadeva, pa tudi pomoč pri tolmačenju teh vladnih pomoči in ukrepov, no, tako, te 3 stvari. Kaj bo recimo v tvoji karieri, ki te poslušam, imaš res ogromno strast, ker razlagaš in se vidi, da uživaš v svojem delu. A je bil v tvoji karieri kakšen, Američani temu pravijo, da aha moment, se pravi, aha trenutek, ki si rekla, jaz pa hočem to delati. Jaz pa hočem delati s podjetji, hočem delati s podjetniki, pomagati jim kreirati nove poslovne priložnosti, jih poučevati, širiti obzorja. Pa veš kako, nekega takega aha momenta ni bilo, ampak so manjši aha momenti, ki se sestavljajo puzle, tako da jaz, kaj jaz vem, vsako leto nekaj novega zvem, rečem, na pravi poti sem, ne, seveda moramo pa vedeti, kolikrat pa dobim tisti aha drežljaj, moj bog, tole pa ni zame. Tako da, ja. Peva na eno zelo pomembno temo in sicer NetPro konferenca. Super. To je ena bolj znanih poslovnih konferenc v Sloveniji. Daj nam malo piš, da bojo naši poslušalci vedeli, kaj to je, kaj delate. Torej, ja, moj najljubši projekt tukaj v Sloveniji je pa NetPro konferenca. Ja. Torej, mi so organizatorji Business Intelligence Center in pa so organizatorji TS Media oziroma busy.si, portal seol.net. Vsako leto organiziramo konferenco, kjer je glavna rdeča nit trendi, ne? Trendi iz podjetniškega sveta s fokusom na MSP oziroma SME segmentu. Tako da vsako leto pogledamo, kakšni so trendi, kdo je kakšen dober case study imel v Sloveniji ali pa tudi izven meja in koga hočemo pripeljati na oder, da te naše podjetnike navduši. Ne? Tako da to zelo uspešno počnemo in meni je največja nagrada na koncu tega dneva, ko vidim udeležence, ki so ful veseli, ki so ful srečni, pa pridejo do mene pa rečejo, hvala, wow, super smo se imeli, dobra vsebina, dobra tematika, super nove povezave, pa atmosfera je zmeraj tako sproščena, ne? In prideš do ene mize in rečeš, živo, jaz sem ta pa tole delam, a lahko skupaj naredimo. A veš, in je to tako easy to approach folk tam, da smo izredno ponosni na to, no, tako da ja. Ful dober. A si opazila, delaš z ogromno podjetniki, NetPro konferenca, the best of the best se pridejo pokazati, se učiti. A imajo uspešni podjetniki oziroma uspešna podjetja kakšen skriven recept? Da rečeš, te 3 točke imajo, bojo garantirano uspeli. Ja, ok. Zanimivo vprašanje. Sigurno so skupne točke. Ja, absolutno. Eno so sanje oziroma vizija. Eno je ta risk taking oziroma kako bi temu rekli po slovensko. Želijo tvegati oziroma upajo si tvegati. No, to in pa grit oziroma vztrajnost. Tako, te 3 točke mogoče. Ja. To, hudo. Tako, ja. Zdaj, ti si tudi veliko vlagala in še vlagaš v svojo izobrazbo, v razvoj. Tako da me zanima, koliko se ti pa danes zdi pomembno, da skrbiš za stalen razvoj, se pravi, da si aktiven, da delaš na področjih, ki te veselijo, da res vlagaš v svoj razvoj. No? Ja, zelo. Pa zopet tudi tukaj, ne. Kdaj je dovolj? Kdaj spet tukaj rečeš ne. Pa tako, ko gledam za nazaj, ne, jaz letno porabim veliko časa in tudi denarja za razna izobraževanja. Ne. Zdaj se pa res trudim, da me vsaka stvar ne potegne. Ne. Lansko leto recimo ravno tam gledam London School of PR, da jim še malo naredim PR-ja. Ne. Je bila ena taka konkretna stvar, ki sem jo rabila zaključiti z področja teh mojih komunikacij, vodenja dogodkov in pa javnih nastopov. Ne? In to odlično paše v moj CV in meni kot osebi. Imam pa kakšne certifikate, ki sem gladko investirala 2000 evrov, ne? Pa jih imam lahko samo v portfelju. Ne? Tako da ja,
Zelo mi pomenijo te zadeve. Kaj bi pa recimo svetovala mladim, ki grejo po poti izobraževanja in zdaj ogromno nekih teh raznih, imaš od Udemyja, Coursera, pa imaš ogromno univerze šlo v online programe, tečaje. Kaj bi svetovala mladim, ko razmišljajo, kakšne certifikate, tečaje se lotiti? Predvsem to ne naredijo raziskavo, ampak se prepričana sem, da to naredijo, predno investirajo nekaj denarja in časa. Ne se pogovorijo z mentorji in pa pogledajo, kaj res tržišče rabi. Ne? Tako. In pa naj delajo certificirane in dodatna izobraževanja svoje sfere, ne? Ker tisto, ker je izven tega, nam ne bo toliko koristilo, kot včasih mislimo. No? Tako. Deva se malo še dotakniti izzivov. In sicer ponavadi zmeraj slišimo, ko vidimo osebo, pa pogledamo njen recimo CV ali pa LinkedIn profil, vidimo ogromno nekih dosežkov, kot pri tebi. Pozabimo pa, da je ta oseba garala, 10 do 12 ur na dan, toliko let, da je sploh prišla do teh položajev. Tako da, če bi bila toliko ljubezniva, pa bi mogoče kakšen izziv z nami delila, da bomo videli res, da dejansko vsaka taka pot, vse te dosežki imajo za sabo ogromno nekih izzivov, kilometrine, neprespanih noči, stresa. Tudi stresa, oziroma žal tudi stresa. Sej to je to, zakaj to počnem. No? Zakaj sem se danes odločila, da se bova dotaknila tudi tematike, kako reči ne, pa zakaj reči ne. Jaz prihajam iz družine, kjer so bile vrednote vedno trdo delo, pa doseganje rezultatov oziroma dokončanje odprtega, bova tako rekla. Plus pol, ne vem, odkot je pa prišla ta obsedenost z adrenalinom in drežljaj. To je moj osebni problem, ki sem ga pobrala tekom moje karierne poti. Skratka, tukaj se moramo pa predvsem odločiti, ali smo pripravljeni toliko časa, energije in stresa investirati in pa predtem pa v bistvu se še vprašati, zakaj to počnemo, pa kaj bi radi s tem dosegli. Jaz sem prej omenila, da sem se letos oziroma lansko leto zasačila, da ne gremo v pravo smer, kvalitativno versus kvantitativno. In kaj sem hotela s tem povedati, s kakšne družine prihajam. Dobro delaj, veliko delaj in veliko boš dosegel. Ni pa nujno, da moramo delati 12 ur, da dosežemo to, kar bomo, ker to absolutno vodi v bolezen ali burnout, eno in isto. Tako da treba je vedeti, zakaj so vikendi. Vikende se ni nekdo kar zmislil. Vikendi so prišli v časih, kjer so ljudje delali v tovarnah in so delali dolge ure, potem so pa odločili, da je bolje, da imajo vikende, zaradi tega, da niso prezgodaj umirali. In je isto nekako z nami. Mislim tako, med 20 in 30 letom, go ahead, do everything. Oziroma potrudi se, delaj full. Ko pa se bližaš 30, mu govorim iz svojih izkušenj, pa malček usmeri fokus, tako bom rekla. No. Upam, da sem odgovorila. Ne, si. Malo široko sem šla. Si, ful dobro. Kaj bi bil eden izmed dosežkov, na katerega si recimo najbolj ponosna? Ok, to je zdaj konkretno. To, da sem premagala to bolezen, na katere se tako malček dotikam, ker ta je bila res taka, vzame ti tla pod nogami, zginejo z danes na jutri. Potem pa absolutno konferenca NetPro, ki super uspeva s pravimi ljudmi in prinaša prave rezultate. Tako. Te dve stvari, če lahko izpostavim. Zdaj, mene blazno fascinira, da si toliko časa preživela v tujini in to so res neprecenljive izkušnje. Tako da me zanima, ko si se vrnila v Slovenijo in tudi jaz, ko sem se potem po 4 letih vrnil iz Amerike, sem bil zelo nagnjen k temu, da je treba res čim več se povezovati, čim več sodelovati, da smo res izjemna država in da ta majhnost je dejansko v mojih očeh prednost, ker zelo hitro lahko pridemo do osebe, ki jo rabimo za kakšen projekt. Tako da me zanima, kaj si tudi ti opazila? Bila si v Indiji, ki je ena največjih držav po številu prebivalcev na svetu. Mislim, da jih je že 1,3 milijarde, nekaj takega. Tako da, kjer je zaključke si prinesla recimo v Slovenijo, ko si potem prišla v 2-milijonski narod? Veš, kakšni zaključki? To, da mi imamo tukaj en dragulj, kar se tiče narave, kar se tiče sistema, kar se tiče funkcionalnosti, pa potem, če greva to na mikronivo, zdravstvo, šolstvo, različne inštitucije, znanje.
Mi imamo zelo dobro znanje in relativno poceni, če ne še celo zastonj. In kdo drug, če ne mi dva, ki sva približno istih let, ne bo ambasadorja za to. A veš? In treba se zavedati, in veliko mladih, sej potem narediš ti skrog, ki ti ustreza, veliko mladih jim je kar vseeno, kaj bo z našo državo. In kar vržejo puško v grudo, to je zmeraj tako, ali pa politika me ne zanima. In to ni prav, no. Tako da kaj sem prinesla s tujine, to mentaliteto, da se vse da, ampak je treba aktivno se vključiti, pa zdaj govorim ali v to sfero, ali v tisto, ali v tretjo, ne smeš pa nekako pustiti, da ti stvari, ki so dobre, da ne vplivaš na to, kakšne bojo čez 10-15 let. No. Tako da Slovenija je v naših rokah. No. Se strinjam. Hashtag tega programa, oziroma pogovora današnjega, hashtag Slovenija v naših rokah. Ful, dobro, pa malo naslov. Deva se imaš vtakniti izjemnih združenj, tako kot je BIT, se pravi Business Intelligence Center, potem imamo tudi MCM, združenje menedžer, ogromno nekih združenje. Kaj se ti zdi danes pomembno, ko si recimo mlajša oseba, pa razmišljaš, da bi se včlanil, ker absolutno ne moreš biti zdaj čisto povsod. Ja. Kaj so neke stvari, na katere je dobro biti pozoren, ko gledaš, kam bi šel? Absolutno, kakšen je program oziroma pri čem ti lahko pomagajo. Jaz sem bila sama recimo članica v Slovensko-nemški gospodarski zbornici in to izključno zaradi tega, ker sem želela bolje spoznati nemški trg. Tako da, ali BIC ima prilagojene programe za SME segmenta in so tudi manjša druženja in potem tam dejansko lahko osebo bolje spoznaš. Pa tudi manj smo, kako bi rekla, formalni. Pri MCM-u ali pa pri katerem drugem združenju imajo pa druge pluse, oziroma druge fokuse. Tako da, ja. Ne moreš pa biti povsod, to je ta FOMO, fear of missing out. Ja, se to. Se kar hitro ujameš, tako kot si rekla, da si overwhelmed, pa prideš v neko obdobje. Prej sva se že malo dotaknila tega v bistvu, recimo, well-beinga na delovnem mestu oziroma bi temu rekli, mentalnega zdravja. Ja. Kako pa ti poskrbiš za svoj stres? Da dejansko zdaj ne priješ do te točke, razen tega, da si rekla, da se fokusiraš samo na izključno nekaj projektov, ki dejansko jih vidiš neko dodano vrednost. Veš kako, absolutno šport. Šport pa time off. Tako da, jaz sem zdaj rekla, da ne delam več čez vikende, pa je to po moje prvič v 10 letih. Zmeraj samo na sebo, malo soboto, malo nedeljo. Ne, tega ni več. Vikendi so res vikendi, in se odklopiš, pa se pa nazaj priklopiš. Šport je absolutno ta filter, šport, kakšna meditacija, čeprav včasih je težko meditirati zaradi vseh zadev. Veš, kaj je meni ful všeč? Meni recimo ful všeč, ko grem lahko v Indijo, že ful dolgo nisem bila, pa upam, da bom šla kmalu, na Vipassano. 7 dni, 10 dni, kakorkoli, greš tja, te preoblečejo v haljo, pustiš vse svoje stvari, svoj denar nekje v neki umarci, pa si pa 15 dni ali pa 10 dni sam sabo in si v tišini. Wow. Ja, in to ful priporočam vsakmu, ki si to lahko privošči. Vem pa, da imajo tudi v Sloveniji to. Tako da sem že hotela iti ravno 2020, pa se ni išlo zaradi pandemije. Tako da ja, ti bom poslala link. A to niso te črne sobe, kako se jim reče, ki si dejansko v sobi, pa ni svetlobe, pa dejansko lahko meditiraš. O Marija, ne, tega pa ne poznam. Sliši se. Next level. Ne. Tukaj, veš kako, zdaj ne vem, kako je v Sloveniji, ker še nisem bila. V Indiji je pa tako, da greš v tempel ali pa v neko inštitucijo, kjer je, ne vem, 10, 15, 20 posameznikov, kolikor jih je pač, in med sabo pač ne govorite. Zjutraj se dobite, pojeste zajtrk, komunicirate na podlagi uči oziroma pač kimanja, odkimavanja z glavo, to je pa to. In je tako res zanimiv reset. Pa verjetno tudi nobene tehnologije, čist back to the basics. Ne. Back to the basics. Mislim, tehnologije absolutno ni, oblek ni, make-upa ni, ničesar ni. Tam pa nisi magister, tam nisi doktor, tam nisi podjetnik, tam si sam človek. In to je ful dobro, ja. Se pravi, da ljudje nažalost 2/3 časa govorimo, pa samo 1/3 poslušamo in da ko dosežeš določeno starost, se to obrne. In tako bi mogli biti. Ja, tako. Dejansko samo 1/3 govoriš, pa bi mogel 2/3 poslušati. Se strinjam, evo. Deva se še dotakniti, jaz to zmeraj rad malo sprovociram. Če bi lahko šla nazaj v preteklost, a bi kaj na svoji karieri spremenila, oziroma bi si dala kakšen nasvet, pa bi rekla, Staša, to pa ne, ali pa to pa ja.
Ja, absolutno. Ne. Se pravi, ta zasvojenost z adrenalinom in sem mislila, uspeh je delanje 10, 11, 12 ur na dan, še vikende, uspeh mora boleti. In to je to. Uspeh ne rab boleti, ne. Moraš trdo delati, ne rab pa res boleti, ne. In to je to sporočilo, no. Vse ti bo uspelo, ampak ne rab pa fizično boleti, ne. A veš, pri športih je tako, ne. Greš gor na goro, pa moraš dati vse od sebe, a ne. Noben še ni kar na pol gore odšel domov, a ne. In sem mislila, da je v poslu tako, ne, oziroma v vodenju ekipe ali pa vodenju same sebe, kakorkoli, ne. Da morajo te stvari boleti, da so res wow. Pa ni res, ne. To je to. Noro. Zdaj, prej si izpostavila še ena stvar, ki je meni blazno fascinantna in se mi zdi, da če dalje bolj prihaja do izraza v Sloveniji, in to so coachi. Ogromen poslušalcev oziroma izjemnih posameznikov, ki sem gostil, so zelo izpostavili, da v zadnjem času se vsi poslužijo nekega business coacha, executive coacha ali pa life coacha, karkoli. In mi je zelo fascinantno, ker se mi zdi, da v Sloveniji je mogoče smo prišli v točki, kjer tega še ne cenimo dovolj, oziroma se zdi mogoče celo narobe, da imaš coacha. Jaz ga imam tudi in sem zelo ponosen. Super, no? Tako da me zanima, kako ti gledaš na to. No? Ne, se pravi, ja, jaz to obožujem, ne, zato ker oni ti res lahko pomagajo. Ne. Imaš problem, se greš pogovoriti, ne, pa če nimajo pravih vprašanj, če nimajo pravih odgovorov, ti pa oni postavijo prava vprašanja, ki si sam odgovoriš. No, tako da, ja, to je sigurno en modul, katerega se žal nisem posluževala prej, ker nisem vedela, da obstaja, tudi zaradi tujine. To je taka helping hand, veš. To je nek tak godfather, veš, iz podjetništva. No. Tako da ja, absolutno sem za to in je pa treba vedeti, koga zbrati, ne, ker vse temelji na zaupanju. Tako da mogoče jih moramo tudi par sprobati, da vidimo, ker je pa res to pravno. Tako da, ja. To je pa res, to je pa absolutno res. Mi boš offline povedal, kdo te coacha, super. Peva še malo na tvoje osebno življenje. Kaj rada počneš, kaj rada bereš, tako da deva se vtakniti, kaj je kakšna knjiga, ki se ti vtisala na spomin? Ena knjiga je od Angele Duckworth, sem mogla pogledati, kako se gospa piše. Grit, oziroma vztrajnost, ne. Čisto na kratko, o čem govori o tem, ne. Ali ljudje uspejo zaradi talenta ali trdega dela, ne. In govori o tem, da je nekaj na talentu, je pa veliko na trdem delu oziroma vztrajnosti, ne. In to se mi je tako zasidralo, no. Kaj pa recimo kakšna serija ali pa hobiji, prej si že omenila, da zelo rada hodiš v hribe, tako da kaj bi bila kakšna serija, ki te sprosti, ki jo rada pogledaš? Se je smešno. Veš, kaj rada gledam zvečer, da se res sprostim? SNL. To pa ne bo znal. Jo, toliko so obrisali, domače povedano. Ful so se hecali iz predsednika Donalda Trumpa, no. Ker je pač bil, on je bil karakter, da si se hecu z njega, drugo nismo ga početi, no. Mislim, pustimo to. Ampak, ja, SNL zvečer. Top, kaj pa to peva, to mi je bilo zelo fascinantno. Najljubši podjetnik? Domači ali tuji, ne. Pa sem pa razmišljala, pa koga bi dala, pa ne morem Steve Jobsa, mislim, on ima že toliko followerjev, ne. Tako da sem tukaj pa izbrala rajš, ne. Raje bi tukaj govorila o dveh mojih najljubših mentoricah oziroma coachinih, in sicer Daniela Bervar-Kotolenko in pa dr. Saša Javorič, evo, tako. To sta tisti dve osebi, ki vplivata zelo, zelo dobro name, ja, tako. In se veliko lahko od njih dveh naučim. Ja, Daniela je res nora. Ja, tako. V pozitivnem smislu. Tako, v pozitivnem, ja, tako je, evo. Točno to, ja. Kaj pa kakšne aplikacije, kaj rade, ki uporabljaš? Se ima tle napisan. LinkedIn pa Viber. A še kaj? Ja, Facebook seveda, ne. Facebook, Instagram. Čeprav Instagram sem si kar dol dala, ker je pa res čisto potratno, no. Sej veliko stvari potratnih, ne. Tako da upam, da bom lahko šla počasi to dol z Facebooka, no, ampak trenutno to si privoščim, to razvado. Ja. Zadnjič sem se pogovarjal, sem imel Metko, Svetlini iz Googla. Ja, kaj pravi? Direktorica Storegije in on je rekla, da pri njih uvajajo v Googlu No Tech Tuesday. Se pravi, da ob torkih dejansko se probaš med službo, ja, ampak po službi dejansko po recimo 4 uri, ko zapreš svoj laptop, ugasneš telefon in te ni. Aha, te ni na mreži. Mi je bilo tako zelo fascinantno in sem rekel, da je treba sprobati, no, ker se mi zdi, da smo ful upeti danes vsi. Smo, veš, tukaj se treba že vprašati, a telefoni služijo nam ali mi služimo telefonom. Mi smo že čisto na tem nivoju, a ne? In vsak zase lahko gotovi. Kako pa ti gledaš recimo
prihod digitalizacije vseh teh aplikacij, se pravi, danes kot podjetnik imaš Zoome, imaš Slacke, imaš e-maile, imaš ogromen nekih orodij, ogromen nekega komunikacije in pa pogovorov poteka prek spleta. Res je zelo zanimivo. No? In tudi zdaj, ko smo mogli iti nadaljavo, smo mogoče malo izgubili ta socialni stik in enkrat je Daniela omenila in mi je bilo blazno všeč, tako da se mi to ukradlo, da smo šli iz social distancinga v distant socializing. Ne? Tako da, to je točno tako. Tako da mi zdi, kako gledaš na to prihod vseh teh tehnologij, ki dejansko nas delajo malo zasvojene, no? pa zbirajo od nas podatke pa tako naprej. Veš kako, ne? Absolutno jih pozdravljam, ker nam pomagajo pri delu, vodenju podjetju, delu kakorkoli. So velik plus. Veliko stvari je pač postalo obsolet oziroma neuporabnih. Je pa potrebno to tudi pogledati z nekega drugega zornega kota, kot recimo prosti čas. Moramo prosti čas res nameniti tolikim aplikacijam in merjenju. Jaz imam težave z merjenjem, moj dragi tudi vse rad meri, on gre teč, on vse mera. Karkoli se da, je treba zmeriti. Jaz se s tem ne strinjam, ker mi že tako in tako v podjetju vse merimo. In meni vseeno, jaz pretečem 4 kilometre ali jih 6, se bom približno vedela. To je to. Pozdravljam digitalizacijo, uporabo digitalnih stvari, ampak neke mere. Ful dobro. Deva se še malo takniti, kaj pa so recimo tvoji cilji zdaj za prihodnost? Kaj naklepaš, kaj razmišljaš? Pa veš, da sem vedela, da boš to vprašal in odgovora nimam. Ne kje se vidim, predvsem kakšna se vidim mogoče, no? Oziroma, če lahko se tako dotaknem teh ciljev. Kakšna? Modrejša, izkušenejša. Pa bolj mirna. Torej, manj projektov, še parim stvarim bo treba reči, ne. Takšna, ja. Jaz sem zelo vesel, da si meni rekla, ja, tako da. Da super, evo, da best. Veseljem. Zdaj pa še eno vprašanje, ki bi rad tudi malo pokukal v tvoje izjemne možgane, in sicer prej so se malo dotaknili teh tehnologij prihajajo in me zanima, kaj bi pa rekla, da mora danes nek, če rečemo temu, vodja prihodnosti ali pa vodja, ki želi biti nek role model, kakšne lastnosti mora imeti, na kaj mora biti pozoren? Pa veš kako, meni osebno pomeni, da ima vodja, absolutno vizijo, ampak da ima iste vrednote, kakor jaz. No, tukaj bi mogoče dala več te, kaj sem že hotela reči, transparentnosti oziroma več te človečnosti oziroma lead by example. Predvsem se mi zdi to, no, veš, meje so se tako in tako že čisto zabrisale. Imaš ekipo, valjda veš, kdo je vodja, ampak to ni več, kakor je bilo včasih, ko si imel navadno piramido in smo bili vsi tiho, ko je vodja govoril. Tako da jaz mislim, da gre vse v to smer. Imamo še veliko prostora za izboljšave, lahko pa delamo na sebi. In vsak vodja bi to mogel početi. Imaš ogromno programov, kjer evalvira sam sebe in te ekipa evalvira, in tako bomo vsi vedeli, kakšni ljudje smo in kakšni vodje smo. Predvsem to samo ocenjevanje. Izboljšava. Ena knjiga, ki sem jo jaz pred kratkim prebral, je bila od Netflixa, od Reeda Hastingsa, ki je v bistvu rekel, da on je probal narediti kulturo, kjer vsak vsakega challenge. In je dal primer enega sestanka, kjer je bil on pa še par C-level managerjev, pa tudi zelo ljudje iz administracije, ki so precej nivojev niže. In je v bistvu ena tajnica ga sredi sestanka challengela, da se pa ne strinja. In ko so vsi takrat začudeno pogledali, kaj pa zdaj bo izgubila službo, je on prvi, ki je rekel hvala, prav imaš. In je tako zelo zanimivo. Meni je to res, kot si tudi zdaj izpostavila, da mora biti vodja tisti, ki je odprt na kritiko, ki sprejema in povezuje. Absolutno, ja, absolutno. Žal sem bila tudi že velikokrat v takšnih ekipah, kjer pa to ni najbolje sprejeto. Žal, ja. Peva še na najpomembnejše vprašanje najnega podcasta, da te malo naredim nervozna, se hecam. In sicer mi imamo kar že neko lepo število poslušalcev in tudi kar nekaj izvršnih direktorjev, predsednikov uprav, tudi mladih podjetnikov in pa študentov. Tako da me zanima, kaj bi pa tvoji za zaključek neki 3 nauki za naše poslušalce? Ok. 3 nauki, ki niso nujno vezani na ta podcast, bi morda bili, oziroma saj so, dale bo, no, da investirajo svoj čas pametno,
predvsem pametno, pa ne vrednotijo, kam ga investirati. Zame osebno je to vse večkrat oziroma velikokrat v odnose in pa ljudi, no. Ker jaz mislim, da je to prava pot. Top. Odličen svet in vem, da bo ogromno mladih dejansko po moje premislil jaz definitivno se zelo zavedam tega, ker si tudi danes večkrat lepo izpostavlja, da je treba res reči ne. Da je treba se zavedati, da ne mora biti posod opet in da si treba vzeti čas zase. Ja, sej to, ja. Tako da, super. Tako da, Staša, jaz bi se ti še enkrat zelo rad zahvalil. Dragi poslušalci, z nami je bila izjemna Staša Mlekuž, podjetnica, inovatorka, tudi avtorica, kakor sem pozabil izpostaviti, kar nekaj stvari napisala in pa izjemna oseba, tako da najlepša hvala, Staša. Hvala tebi za povabilo, pa se vidiva. Odlično. Sledite nam na vseh kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je že preko 2000.